Akademik Marko Mušič, lepo pozdravljeni na Valu 202. Ja, dobrodošli. Pogovarjava se v stari Ljubljani, v vašem ateljeju na Starem trgu. Švajgerova hiša je to. Vas inspirira? Kakšna je zgodba? Kako ste pristali tukaj? Cela zadeva je povezana s številnimi naključji. Ko sem prišel nazaj iz Amerike študija v Ljubljano, sem potreboval atelje. Srečno naključje je hotelo, da sta se na Tromostovju srečala dva Plečnikova učenca, moj oče in arhitekt Petek. No, in v pogovoru je oče pač povedal tudi to, da sem se vrnil iz študija iz Amerike in da rabim atelje. In njegov kolega, jasno študijski arhitekt Petek, je rekel, ja, jaz pa to pa lahko pri nas, namreč njegova žena, Fides, je starejša hčerka od Lili Novi in je imela v lasti to drugo nadstropje Švajgerjeve palače. Tukaj je poseben naslov, ne? Tudi Lili je bila je zelo vraževerna pesnica in je šla k županu Hribarju s prošnjo, da številko 13, ki pripada tej hiši, spremenijo v 11a in tako je odslej pač ta naslov 11a zaradi Liline vraževernosti. No in tako sem se dejansko vselil v en manjši delček, jasno, te druge etaže. In tukaj sem si ustvaril svoj atelje, tukaj sem potem neprekvinjeno, pravzaprav tukaj delam sigurno 50 let, ja, tukaj ste rekli, pa morda že celo več. Po koliko ur preživite tukaj? Cele dneve. Imam tudi kabinet, prostore za prebivanje. Tako da sem zraščen s to sijajno baročno arhitekturo, kaj lepšega si sploh nisem mogel želeti. Predvsem, da lahko ustvarjam v tem prečudovitem Švajgerjevem salonu. To je bil takrat en največjih salonov v Ljubljani. In Primož Lorenc, pianist, prijatelj, mi je nekoč so povedal, da je nekje v nekih kronikah, ko je pač te svoje glasbene, jasno, interese raziskoval, odkril, da naj bi v tem salonu nekoč bil sprejem za Franca Lista, slavnega skladatelja in pianista, in da naj bi tukaj tudi igral tej visoki družbi, ki ga je počastila. Ste rojeni Ljubljančani iz družine arhitektov. Vaš oče Marjan Mušič je bil tudi arhitekt. Skupaj z očetom sta na Trnovem obiskovala tudi Jožeta Plečnika. Kako se ga spominjate? Je imel na vas vpliv? Plečnik, ime Plečnik je bilo v našem domu sveto. Oče je bil seveda njegov študent in očitno tudi ljubljenec. In tako seveda je pa najnih sprehodi po Ljubljani z očetom, ki so seveda segali od najstarejših arhitektur, seveda baročnih in tako naprej, da me je uvajal v ta svet arhitekture, so se obvezno končali pri Plečnikovih delih, še največkrat pri Nuku. Večkrat sem ga pa lahko spremljal tudi do Plečnikove hiše v Trnovem. Bil sem seveda globoko prestrašen. In se spomnim enkrat, ko sva prišla, ja, oče pač mojstru rekel, da bom tudi arhitekt. Zdaj se lahko predstavljate, so se znajdel med to črno oblečeno visoko postavo, se strašno zadrego. Niti nisem vedel, kaj naj pravzaprav povem. Pa se je Plečnik, ko mu je oče povedal, sklonil k meni, pa je rekel, veš,
V arhitekturi je treba domišljijo švicati. Prekrasno. Ta teden sem v ljubljanskih Dravljah obiskal cerkev Kristusovega učlovečenja, ki ste jo zgradili vi, šel pa sem tudi v Plečnikovo cerkev v Šiški. Zelo različni sta tako notranje kot zunanje. Ste se pri projektu v Dravljah nekako zavestno umaknili od Plečnika pravzaprav? Ja, to je dobro vprašanje. To je že čas, ko si jaz smo svojo arhitektoniko popolnoma izpiljeno. Za mano so bili že veliki projekti. Univerza v Skopju. Bil je za mano jasno že ta kulturni center v Kolašinu. Ja, bil je za mano tudi že kulturni center v Bosni, Bosanskem Šamcu, tako da sem bil totalno formiran arhitekt. To je bil en razlog, zakaj je projekt takšen, kot je. Drug pa dejansko je hotel biti popoln odmik od Plečnikove sakralne arhitekture. Seveda sem jo odlično poznal, jo odlično poznam, sem jo tudi cenil, vendar seveda tukaj gre za bistveno razliko v pojmovanju arhitekture nasploh, še posebej pa sakralne arhitekture. Plečnik je v svojih zasnovah v bistvu zelo stereotipen, vendar seveda Plečnik potem to nadgradi s sijajno notranjščino, s sijajnimi detajli. Tukaj sem vedel, da mu še zdaleč nisem kos. Da pa moram narediti eno arhitekturo, ki bo popolnoma drugačna, ker moja arhitektura, ki je bila takrat že izoblikovana, je bila popolnoma drugačna, bi rekel, prostorsko razgibana. In iz tega je išla tudi ta ideja, da mora biti nova cerkev čim nižja, zato da ohranja primat te majhne, sicer stare baročne cerkve Svetega Roka. In tako je nastal ta koncept v zemljo poglobljene cerkve z zeleno streho, ki praktično ohranja poglede na staro cerkev. Sem se pa seveda lahko razigral pol v tej, bi rekel, prostorsko prelivajoči se notranjščini. Ko sva usklajevali termine za intervju, ste omenjali poti v Bosno in Hercegovino. Tam gradite tole cerkev, oziroma pravzaprav že stoji, ki je v ateljeju na fotografijah in tudi na nekaterih prototipih. Ne? Ja, to je še eno takšno naključje, kot sva začela s naključjem Švajgarjeve palače. Nikoli si namreč nisem mogel niti zamišljati, da bom nekoč povabljen, da nadaljujem Plečnikovo delo. To njegovo sijajno sodelovanje z provinco Bosne Srebrene, to je frančiškanska provinca, slovita. In to se je zgodilo tik pred koncem te naše skupne domovine prejšnje. Prav tako so naredili en vabljen natečaj za novo cerkev v Banja Luki oziroma manjšem kraju kot Kotorvaroš pri Banja Luki. In na tistem natečaju sem zmagal in tako sem pol tudi zgradil to cerkev tik pred vojno. Cerkev so potem v vojni požgali, dvakrat minirali. Po vojni so me poklicali frančiškani in so se odločili in smo to cerkev v celoti postavili ponovno. Potem sem se znajdel v Kotorvarošu, skratka takoj po vojni. No in tam me je pa poiskal župnik iz Podmilačja, to je pa osrednjo katoliško svetišče v Bosni. In je prišel ta župnik in prosil, če greva skupaj še v to svetišče. To je bil srhljiv pogled. Niti kupno kamna ni več bilo, to je bilo počiščeno, do tal vse uničeno. Vendar so frančiškani že razmišljali o obnovi svetišča. No in tako sem se pol tudi tam znajdel in začel obnavljati svetišče. Naredili smo to cerkev, ja, ki ste jo videli, in pa številne druge objekte, jasno, pastoralne in ostale.
in še vedno dograjujemo. To je ogromno svetišče, kjer se vsako leto na praznik svetega Janeza Krstnika, ki mu je svetišče posvečeno, zbere 50-60 tisoč ljudi z celega sveta. To so razmere, ki so za nas skoraj nepredstavljive. Močno ste torej povezani tudi z nekdanjo državo Jugoslavijo. Stari ste bili nekaj čez 25 let, ko ste konec 60-ih začeli graditi univerzitetni kampus v Skopju. Je danes sploh mogoče, da bi tako mlad arhitekt zmagal na tako pomembnem razpisu? To so bili anonimni razpisi, ne? Vi niste bili niti v partiji, ne? Zdi se skoraj da nemogoče, ne? Da ste... To je bil en fenomen naše bivše skupne države. Bila je sprejeta odločitev, da vsi projekti morajo biti izbrani na jugoslovanskem natečaju, ne na natečaju tiste republike, kjer je pač objekt bil predviden. Natečaj mora biti popolnoma anonimen. In to je bila velika priložnost za nas mlade arhitekte, ki smo tam najdli svojo priložnost. In to je bilo skoraj da neverjetno demokratično v resnici, ne? Neverjetno, če to pogledamo v današnjem času, je to iz več razlogov skoraj nerazumljivo, ne? Ti člani žirije so dejansko objektivno izbirali, čeprav so verjetno kot izvrstni arhitekti čutili, iz katerega okolja kakšen od projektov prihaja, in tako sem pač imel veliko srečo, da sem kar precej zmag dosegel in z njimi so sledile tudi to je bilo pravilo. Zdaj imamo ogromno natečajev, kakršni že so, ampak zmagovalni projekt se potem ne realizira, ga naredi nekdo drug, ali pa se realizira z spremembami. Takrat je bilo pravilo, kdor je zmagal in če je imel 25 let, je imel pač 25 let. Kako je bilo potem z avtoriteto? Vi ste se, ne vem, slabih 30 let ste bili stari, pojavili ste se tam na gradbišču, zdaj se zdi to nepredstavljivo. Mene je zaskrbelo pravzaprav to, da nikoli nisem bil seveda v zvezi, v partiji, ne. In vedel pa sem, da so ti projekti politični, projekti nikoli nihče ni nobenega pritiska izvajal. So te pač spoštovali kot tistega arhitekta, ki je bil izbran. In kot tak sem imel tudi vso avtoriteto na gradbišču, v procesu izvajanja. Je arhitekt danes še avtoriteta? Ne, arhitekt je vso avtoriteto izgubil. Žal smo v Sloveniji krivi veliko arhitekti sami s tem stalnim popuščanjem, pritiskom, raznim pritiskom. In je zdaj arhitekt pravzaprav samo še en, bi rekel, služabnik stroke, ki pa tudi stroka je že zelo v skromnih razmerjih. Kaj imajo naročniki prevelik vpliv, kapital? Politika, privatni kapitali, to so absolutni gospodari in taka je tudi arhitektura, ki jo gledate in ki jo boste žal tudi še naprej gledali. Marko Mušič, kakšna je vaša sanjska hiša? Je morda to prototip Vile Bled iz leta 1968, ki sem jo izrisano videl v knjigi Naceta Šumija o vas? Iskreno, ta vaša Vila Bled malo spominja na vesoljsko ladjo s takšno neverjetno streho, ki sega v nebo, morda celo v neskončnost. Ja, to je bil en tak lep mladostni projekt, ki je dejansko omogočil popolnoma svobodo invencije, domišljije in takšna je potem nastala tudi ta hiša. Zdaj ta ideja, arhitekt jo mora imeti dobesedno neskončno, ne, v nebo. Ja, mislim, da brez tega v arhitekturi ne gre in nikoli ni šlo. V preteklosti, v teh slavnih obdobjih arhitekture preteklosti, vidimo, da so arhitekti natančno vedeli kaj, niso pa vedeli kako. Teža gradiv, teža gradnje je omejevala to svobodno invencijo, svobodno domišljijo. Danes prihajamo obratno v arhitekturi v obdobje, kjer vemo kako. Te tehnologije so se seveda fantastično razvile, smo že na robu
da lahko zgradimo, kar je bilo nemogoče. Ne vemo pa več kaj. In to je ta velik razkorak, ki bo v bližnji bodočnosti zaznamoval arhitekturo nasploh. A bo še uspela obdržati neko ravnotežje med inženirstvom, tehnologijo in med humanistiko, med umetnostjo, med skratka vsemi temi osnovnimi težnjami arhitekture kot umetnosti. Vi radi rečete, kako že ne, da je treba hkrati stati na tleh? Ja, stati na tleh in segati za oblaki, mislim, da je tako neko bilo eno reklo, ki sem ga postavil, takrat sem delal kolaš in takrat sem videl, da eno je moja invencija, je moja domišljija, ki je lahko brezkončna. Bolj brezkončna je, boljše je. Po drugi strani pa ob tem, bi rekel, iracionalnem prihaja v arhitekturi tudi iracionalni svet. Kako to izvesti, kako to izpeljati, kako zagotoviti funkcionalnost. Na končno se srečamo tudi z obsegom investicije. Tako da se mi zdi, da je v arhitekturi, v arhitektovem delu to ena od ključnih sposobnosti celo, da zna združiti seganje po oblakih, ob tem pa mora stati na tleh in zagotoviti možnost realizacije same. Je vaša hiša v Pleterjah največji približek temu, neki vaši ideji, gre za zasebno investicijo tam med vinogradi, blizu samostana, na pol pod zemljo? Ta vila je nastala na neki prekrasni lokaciji na nekdanjem vinogradu Pleterskega kartuzijanskega samostana, ki so ga seveda po vojni vzeli, razdelili partizanom in pa sem jaz po nekaj naključil en ta del pridobu. In tam sem si želel to narediti, kar sem naredil v Vili Bled toliko let prej. Vendar so se začeli problemi z temi lokalnimi partijskimi možmi in so mi seveda vedno bolj gledali pod prste. In ko sem začel gradnjo te vile, je v podzemlju sem želel, sem tudi naredil, en eliptični prostor kot eno majhno zasebno galerijo. In ko so seveda videli v gradnji ta eliptični prostor, so dali vadbo v Novo mesto na ta sedež partijski, da delam podzemno cerkev. Marko Mušič, kadar niste v Ljubljani, v ateljeju in v vašem tukajšnjem domovanju, še vedno obiskujete Pleterje, to vašo vilo. Tam imate tudi klavir, a je Bach vaša inspiracija glasbena? Tam je moj raj. To je seveda prostor, kot sem Lacet v Šumiju nekoč rekel, v Ljubljani tuhtam cel teden. To mi postane pa v 10 minutah jasno. Glasba je bila v naši hiši sestavni del, tako kot arhitektura našega doma. Oče je izvrstno igral klavir, z očetom sva bila neločljiva od rane mladosti in vsi najini pogovori so se začenjali jasno z arhitekturo končali. Je pa res, da sva vmes sedela k klavirju in štiriročno igrala predvsem to klasiko, ki je oče oboževal, tako kot tudi jaz.
Nedeljski gost na Valu 202 je arhitekt, akademik Marko Mušič. Gospod Mušič, pred najnim intervjujem sem se sprehodil še do ljubljanske železniške postaje in si ogledal vašo notranjo ureditev, ki je zaradi gradnje novega potniškega centra grozi odstranitev. Jasno in glasno ste protestirali. Je kaj novega glede tega vašega interierja v stari železniški stavbi, kjer naj bi bil po novem hotel? Ljubljanski kolodvor je del tega humanističnega izročila, ne nazadnje. Je eminentni zgodovinski kulturni spomenik, ki ni pomemben samo za Ljubljano, ampak je izjemno pomemben tudi v najširših evropskih razsežnostih, kot ena najstarejših še ohranjenih postaj. Po eni strani je seveda, jasno, skupaj z južno železnico pričevalec prvega zmagoslavja industrijske revolucije na slovenskem tedanji Avstriji. Po drugi strani pa je takoj za magistratom druga najstarejša profana ljubljanska arhitektura, ki je od vsega začetka namenjena osnovni javni funkciji. Zato sem pač prepričan, da je nujno ohraniti pritličje ljubljanskega kolodvora, zgrajenega davnega 1848. Leta, pred skoraj 180 leti, da je nujno ohraniti pritličje kolodvora kot javni, mestni, potnikom in seveda vse bolj pogostim obiskovalcem iz celega sveta namenjen prostor, torej takšen, kot smo ga uredili, ker je skupaj s postajno stavbo seveda pomemben zgodovinski kulturni spomenik in obenem dragocen žlahten ponos našemu mestu. In to je tudi razlog, zakaj sem se oglasil, ko sem prejel kratko lapidarno sporočilo Ministrstva za infrastrukturo, da bodo letos junija odstranili notranjo opremo, odstranili eno pomembno, veliko, ne nazadnje tudi zelo drago delo, vsekakor pa gre za eno zloveščo misel o kraji kolodvora, o njegovi privatizaciji in zelo verjetno hotelizaciji. Poteka tu kakšen dialog z ministrstvom? Je to fakt brut, da bo to odstranjeno? Ministrstvo je zgleda v medijih dalo potem neke še druga pojasnila, da so premaknili to odstranitev za 1 leto ali pa 2 leti, pa da ne vejo, kaj sploh bojo še spostavili. Skratka, nejasni odgovori so. Je pa zanimivo, meni je to pismo kratko obvestilo o odstranitvi notranje ureditve pritličja, javnega pritličja, poslala Direkcija za investicije v železnice, skratka ena od institucij Ministrstva za infrastrukturo, ki pa je kasneje v medijih to preklicalo na nek način, da se bo to kasneje, da bojo še videli in tako naprej, no, z nejasnim odgovorom, ampak zanimivo je, da en visok uradnik, ki je pismo podpisal, državni uradnik, se mu ne zdi potrebno, da bi tudi tistemu, ki mu je pismo poslal še eno pismo morda, kjer bi te njegove kasnejše navedbe, ugotovitve sporočil. Ne vem, kakšna bo usoda, mislim pa, da je stvar javnosti, stvar Ljubljančank, Ljubljančanov, da imajo besedo, ki jim pripada pri stvareh, ki so ključne za ugled njihovega mesta ali pa našega mesta. Zdaj zavračanje in tudi dobesedno rušenje starega, tudi dobrega, je kar nekako slovenski nacionalni šport. Padajo drevesa, ne nazadnje, pa seveda stavbe, naprimer Kolizej. Vprašanje je tudi, kaj bo nekoč, nekdaj s Plečnikovim stadionom. Vse Slovenci zavedamo, kaj imamo. Znamo oceniti tudi ne nazadnje lastne vrhunske izdelke, stvaritve, ljudi. Ja, to je tehtno vprašanje. Ni več niti potrebe po zaščiti dragocene dediščine. Zlahka je s kapitalom mogoče obiti neke temeljne zadeve, ki bi morale biti nedotakljive, in še bolj žalostno je gledati, da seveda nekemu takemu novemu urejanju v prostoru
novemu odnosu do zgodovinskih vrednosti in dragocenosti prikimava tudi uradno spomeniško varstvo. Končno je ministrica za kulturo takratna potrdila rušenje Kolizeja, kar je bil po moje strahoten greh in napaha. Kolizej je bil takrat, mislim, še zadnji od teh prototipov, teh mogočnih mnogonamenskih stavb, ki je, mislim, pred njim je bila porušena v Gradcu in potem bil samo v Ljubljani ostal sjajna možnost za neko transformacijo v recimo galerijo sodobne umetnosti ali nekaj podobnega, nekaj kulturno. Pa je ministrica za kulturo soglašala z rušenjem in kapital ga je seveda porušil. Kaj je nastalo na tem mestu, pa seveda vidimo. Ne. Ampak to je elita, kot bi rekel investitor, ne? In elita odloča. In v tej eliti seveda je arhitekturna stroka izgubila pomen, ki ga je imela skozi vso zgodovino. Ne. Skozi vso zgodovino nekako je tudi elita, takratna elita, od faraonov do papežov in tako naprej, vendarle vedela, kaj hoče zgraditi, da za to rabi najboljšega arhitekta in je to tudi zgradila. Saj pogledajte dramo recimo Bazilike svetega Petra v Rimu. Ne. Tukaj je 500 let se praktično gradi, ampak stalno z enim samim temeljnim ciljem narediti najboljše, narediti najlepše. Arhitekti dobro razumete tudi družbeno klimo, tako zgodovinsko kot realno politično, pa tudi psihologijo skupnosti. Gospod Mušič, kako vi vidite Slovence? Kakšne so naše pozitivne in negativne podobe? Ne, Slovenci smo vsekako žlahtni ljudje, pridni ljudje, sposobni ljudje. Spomnimo se samo v času Marije Terezije, koliko Slovencov je dala na najvišja mesta, na rektorja univerze, bolnišnice in tako naprej. Ampak imamo pa tudi eno, seveda, skozi zgodovino privzgojeno hibo neborbenosti, neustrajanja na lastnem premisleku, na lastnem prepričanju, hibo, ki jo je zelo grobo, kot veste, Cankar tudi opisal. Slovenci se zlahka uklonimo in ker sva pač pri arhitekturi, pri urejanju prostora, smo se slovenski arhitekturi v zadnjem času popolnoma uklonili kapitalu. Po eni strani se strinjamo z rušenjem pač kulturnih arhitekturnih spomenikov, strinjamo se z vsakodnevno novo pozidavo zaščitene krajine, kulturne krajine, kjerkoli v tej kulturni krajini je spet morda nenavadno, da rečem, je bila v Jugoslaviji zaščitena. To so bila območja, ki so bila označena, tako kot tudi poplavna območja. Tam ni bilo mogoče graditi. V samostojni Sloveniji je mogoče graditi. In pravi investitor s pravim denarjem bo dobil na najlepšem mestu lokacijo za svoje interese. In bo dobil tudi kolega arhitekta, ki bo to realiziral. To je žalostno. Hkrati pa se mi zdi, da zelo hlepimo po neki marketinški nadstandardnosti. Ne? Če samo pogledamo Ljubljano, ne? Vse težave z novimi najemniškimi stanovanji, ne? Trži se vse kot nek nadstandard, pa je običajno nadstandardna samo cena. Kako morda vi vidite ta tudi nepremičninski trg, ki je seveda tudi posredno povezan z arhitekturo in predvsem investitorji? Mislim, da so te stvari popolnoma neregulirane, popolnoma odšle iz nekega nadzora, ki bi ga končno država morala imeti. Vsa lepa, dragocena, slovita mesta preteklosti so se gradila z jasnimi principi, z jasnimi načeli. Niso bila napisana seveda na tisočih straneh, ne, ampak so bila lapidarna in jasna. Arhitekti ste pogostokrat tudi tarča kritik, pustiva zdaj znotraj stroke, zunaj stroke. Tudi vi ste marsikdaj naleteli na kakšno kritiko. Morda nam pojasnite tale zadnji odziv nekaterih zaskrbljenih občanov. Vi ste seveda tudi
arhitekturni oče Novih Žal. Tam ste eno letnico, 2025, na enem izmed stebrov zapisali zelo inovativno. Namesto rimskega znaka za 5 ste uporabili 5 enic. In to je nekatere kar zmotilo. Zakaj ste se odločili tako in kako vidite to zgodbo? V začetku leta me je razburjeno opozorilo vodstvo Žal, da so prejeli pismo ene od obiskovalk. No in potem sem jaz napisal odgovor Žalam, vodstvu Žal, pa tudi da naj ga posredujejo tej gospe, ker je bilo ime tudi dano, je očitno pisala. In sem se najprej zahvalil, da tako pozorno opazuje to, kar delamo, kar je nenavadno in lepo. Kar se pa letnice tiče, je pa velika razlika med današnjim časom, našo standardizacijo in preteklostjo, ki je bila popolnoma svobodna. Po eni strani to kaže že na omejitev šolskega sistema, ki nauči 5 je v. Ne pove pa širše, kakšne so temeljna pravila rimskih številk. Ta pa niso standardizirana in se lahko pišejo kakorkoli. Sem pa zadnjič ravno v zvezi z to pritožbo ponovno ali pa še več pritožbami, so mi pa povedali kolegi matematiki, da zdaj celo v tej kvantni fiziki začenjajo spet uporabljati rimske številke, ker dovoljujejo bolj nekako prilagodljivo zapisovanje nekih pojavov. Zanimivo, da se spet vračajo na neke principe, ki presegajo standardizacijo sedanjih številk. Številka na Žalah je povsem pravilna, je pa lepo, da obiskovalci naše delo pozorno opazujejo. Nedeljski gost na Valu 202 je arhitekt, akademik in Prešernov nagrajenec Marko Mušič. Gospod Mušič, nedavno sem bil na enem izmed dogodkov na trgu pri cerkvi Svetega Jurija v Šentjurju, ki ste ga tudi uredili vi. Kakšen je izziv urejanja sakralnih objektov in trgov? Kaj vas je pravzaprav tako močno zaneslo na to področje in vas tudi obdržalo tu? To je nek vaš karierni izziv. To je bilo nekaj povsem nepričakovanega, sploh v jugoslovanskih časih. Dobiti naročilo za gradnjo cerkve, o tem si lahko sanjal, seveda v slabih sanjah, ker vsak arhitekt si jasno od davnine želi narediti sakralno arhitekturo. Iz preprostega razloga vse najboljše arhitekture vseh časov so pač sakralne arhitekture. In jasno, da bi bil to največji izziv za arhitekta. Kaj vam sicer osebno pomeni, predstavlja duhovnost? Duhovnost je temelj arhitekture, po moje. Vse, kar arhitekti od davnine počnemo, je bazirano v globoki duhovnosti. Vse ostalo se pač arhitekti od davnine priučijo ob delu, ob mladih letih, ob spremljanju mojstrov, govoriva o prejšnjih stoletjih, in počasi izoblikujejo lasten stil, lastno arhitektoniko, ampak duhovnost ostaja do konca temelj vsakega arhitekturnega dela projekta ali pa urejanja prostora nasploh, tudi odprtega prostora, tržnega prostora. Nekje ste zapisali tudi zanimivo misel avstrijskega filozofa Wittgensteina, da smisel etike in estetike razkriva neizrekljivo. Ja, to je misel, ki me stalno ožarja, kadar se lotevam, recimo ravno pri pokopališču Žalene. Tam so me te Wittgensteinovi razmisleki pravzaprav postavili neko izhodiščno pozicijo
kaj sploh pokopališče je, kaj naj bo in kaj je vloga arhitekta. Je pa zanimivo, da je Wittgenstein se tudi poskusil kot arhitekt, ne. Mislim, da je celo eno hišo za eno svojo sorodnico sprojektiral. Med drugim je pa napisal, če mislite, da je filozofija težka, vam povem, da ni nič v primerjavi za biti dober arhitekt. Akademik Mušič, bi vas zanimala recimo gradnja džamije, če bi dobili naročilo, ali pa ste se morda prijavili na kakšen natečaj? Kot arhitekta bi me seveda zanimala, imam pa pomislek, nikakor nobenega verskega pomisleka, ampak čist oseben, intimen pomislek. Odraščam pač v neki družbi, ki je krščansko usmerjena, v enem okolju, ki je krščansko zaznamovano. Od otroštva spoznavam arhitekture, pomembne arhitekture evropske, ki so absolutno krščansko zaznamovane, in s tem je verjetno tudi moje bistvo nehote zaznamovano s to kulturo, tako da bi bilo morda nepošteno, da samo kot arhitekt, lahko tudi kot odličen arhitekt, vstopam v takšno nalogo. Ustvarjali ste zelo različne projekte, omenila so že ne v nekdanji državi, potem samostojni Sloveniji. Meni je zanimivo, ne, da ste na eni strani ustvarili osupljivo protifašistično obeležje pri Beogradu, ne, na drugi strani pa recimo park spomina Teharje. Pa morda malce filozofsko, na nek način tudi politično vprašanje, morda vi boljše razumete od blizu, videli ste tudi nekatere tajne dokumente pravzaprav in med drugo svetovno vojno in potem o pobojih po drugi svetovni vojni. Vi verjamete recimo v spravo, je ta mogoča z vašim vedenjem, z vašim pogledom, tudi razumevanjem različnih konceptov? Ravno z nekim pogledom, ki je zelo odmaknen od konkretnih dogodkov, konkretnih usod, konkretnih bolečin, ki je premaknen globoko v neko duhovnost, v neko subtilno zaledje človeške duše, to mogoče doseči. In to spoznanje pravzaprav sem prvič doživel takrat, ko sem zmagal za ta park spomina v Beogradu. Po zmagi so mi pa dajali dejansko za prečitati tajne dokumente. Jaz cele noči nisem spal. To je isto, kot kar se je dogajalo v Teharjih, seveda v neki neskončnkrat večji dimenziji. Mogoče je tudi to bil razlog, da so temu projektu dali prvo nagrado, ker sem se hotel popolnoma odmakniti od kakršnekoli povezave z resničnostjo, z absolutno tragičnostjo, v neko duhovnost, v neko, bi rekel, abstraktnost, v neko abstraktno krajino. Marko Mušič, pogovarjava se v vašem ateljeju v Stari Ljubljani, v tem nekdanjem salonu. Tukaj je res zelo delovno vzdušje, številne makete, fotografije, ustvarjalno. Računalnika pa ne videti oziroma kakšne tehnološke opreme? Je. V drugih sobanah so tehnološke opreme, ki so danes seveda nujne, ki tudi ogromno pomagajo, ampak jaz osebno še vedno mislim, da prvi zametki, ki nastajajo iz podzavesti, iz intuicije, invencije, z glavo in rokami. Velika tudi samo z roko, so temelj ene dobre rešitve. Za to obdelavo, kasnejšo, rutinsko, je pa računalnik seveda izjemna pomoč. Morda kdaj tudi umetna inteligenca? V to ne verjamem. Ne verjamem to, kar mnogi verjamejo, da bo zdaj je napisana do konca Beethovenova 10. simfonija, ne? Ampak kolegi glasbeniki so rekli, da je to katastrofa. In verjamem, da je nemogoče predvideti z umetno inteligenco, ki je vendarle programiral človek, ne? Predvideti nekaj, kar bi naredil nek ustvarjalec, nek drug človek z njegovim vedenjem, z njegovo intuicijo, z njegovo pač to umetniško ustvarjalnostjo, ne?
Zdaj ideje, tudi s tehnologijami, morda umetno inteligenco, so zelo izpostavljene tudi avtorskim pravicam, na katere se tudi kradejo. Mimogrede, kako se je končala zgodba s serijo Marvel? Stavba, ki se je pojavila v tej televizijski seriji iz leta 2022, je neverjetno podobna vašemu spominskemu kompleksu Kolašin v Črni gori. Ja, to je bilo presenečenje. Pravzaprav je na to upozoril ameriški portal arhitekturni. In je pa seveda cel svet to zagrabil. Nisem mogel verjeti, ko sem videl, da je to je neka utrdba ali nekaj takega o tem filmu ali tej seriji. Dejansko popolna kopija doma v Kolašin, spretno narejena. Čeprav so bili eni arhitekti kar sposobni, da so to tako spretno prilagodili pač konkretni funkciji v tem filmu. Jaz sem takrat naivno mislil, da bi lahko Kolašinska občina oziroma Ministrstvo za kulturo pridobilo na ta račun zgod neko odškodnino Disneyevo neka sredstva za nujno obnovo tega doma, ki je v zelo slabem stanju. No, to se niso potrudili, sem sicer pisal v ministrici za kulturo, da zdaj ima priložnost, če kot pač ministrica ene vlade, ene države, je to odnos, ki bi mogoče Disneyjeva kompanija pa bila vesela, da je javno, svetovno objavljeno, reče, smo dali donacijo. No, tega so da niso naredili. Tukaj so me spodbujali tudi kolegi akademiki na uveljavljanje avtorskih pravic, ampak že prvi pogovori z odvetniki so pokazali, da Marko Mušič ni ta prav, da bi za to za začetek postopka šele, ki je šele za sojenje, potreboval milijone dolarjev, da sploh prideš v ta postopek, tako da je to stala ena zabavna epizoda. In na nek način, kakorkoli se sliši, nenavadno tudi priznanje, da v neko pop kulturo vstopate. Je bilo grozljivo to, da si pač neke velike države, močne države dovoljujejo z majhnimi nepomembnimi početi, kar hočejo, to je srhljivo, ne mislim samo v tem najnem primeru, ampak na splošno. Po drugi strani pa je eno priznanje, da po 50, še več 60 letih narediš eno arhitekturo, ki po 60 letih jo prominentna filmska industrija uporabi, še celo za futuristično serijo. Vprašanje, če se morda vrnemo tudi na tiste vaše obiske pri mojstru Plečniku na Trnovem skupaj z očetom. Koliko je talent, koliko je trdo delo, koliko je treba švicati misli, kako je že rekel mojster Plečnik? Švicati domišljijo, fantazirajo, on rekel. Mislim, da je talent po moje predpogoj. Kako prije do talenta, tako naprej, ne vem. Je predpogoj, potem je drugi predpogoj neka predispozicija. Jaz sem pač imel srečo družinsko živeti, pač ob očetu slavnem, pač profesorju arhitekturne zgodovine, teorije in tako naprej. Vendar je pa treba povedati, da potem pa nastopi krvavo delo, neusmiljeno garanje, dan in noč. Tudi pri 84, ne? Tudi pri 84 z užitkom. Po svoje se to tudi potem čuti pri počutju, pri obvladovanju let. Če si v stalnem treningu, ti je to užitek in zlahka počneš. Je pa za mladega arhitekta, ko se začne uveljavljati, preden se začne uveljavljati celo, to delo neizprosno in krvavo garanje. Brez njega ni nič. Vi ste bolj ustvarjalni za vikende, med tednom delate, potem pa, ko ste rekli, pridete mogoče na Dolenjsko, pa potem v 10 minutah se to delo realizira. Mi je samo jasno to, kar mi cel teden tukaj ni bilo. Potem pa delam, krasno, čudovito okolje, mačke, ki ležijo na maketah, na risbah, enega ogromnega Maine Coon, to so taki ogromni mački, 10-kilski, črni, kosmati. On leži na risbi, takole, za njih je sploh znano, baje so to eni farmerski mački, ki so pač ležali kjerkoli in leži na risbi, na orodju in pol, ko rabiš ta del papirja, ga odrineš, on spi naprej, ga to ne moti.
Da je z mački v ateljeju sodelovati užitek. Ste bolj nočni, dnevni tip? Nočni, absolutno nočni. Bogler je rekel, noč je za tatove in pesnike. Cigara je tudi vaš zaščitni znak? Od nekdaj nekako je res to, kar pravijo psihologi. Verjamem, da je dejansko to, ko prižgeš cigareto, cigaro, nek avtizm, nek praspomin na preteklost in na vlogo ognja. In se mi zdi, da je na tem mogoče nekaj resnice. No. Je pa seveda užitek, da se sprostiš med tem, ko delaš, zame vsaj in še za mnoge, žal. Omenjali ste vašo izkušnjo z očetom, družino. Imate profesionalno morda naslednika, vidite, veliko sva že govorila o kolegih, ampak vseeno to vaše izročilo, imate občutek, da ga bo nekdo tudi nadaljeval, tako kot ste vi očetovo, ne nazadnje tudi Plečnikovo, ne, preko povezav, o katerih sva govorila tudi v Bosni, pa z Žalami, pa s cerkvami. Kako vidite to vrstno? Takrat sem se vrnil iz Amerike, pa po teh že prvih natečajnih uspehih, ne, so me vabili na fakulteto za arhitekturo. Nekaj časa sem bil celo v predcepu, nekoliko mi je godilo seveda, da se ta slavna Ravnikar in tako naprej, da so me izbrali za tako mladega, za novega profesorja. Sem se odločil, da to ni moja pot, da moja pot ni očetova pot. Po eni strani sem videl pravzaprav tragično resnico. Moj oče je bil v mladih letih odličen projektant. S Šubicem je delal vrh nebotičnika. Tako da je bil odličen projektant, izkušen. Vrhunec njegovega dela je seveda ureditev tega kopenskega srednjeveškega vhoda v Novo mesto, območje na vratih. Po vojni, ko je pa začel z šolo, kot profesor in z vsemi temi dejavnosti, pa je pravzaprav popolnoma prešel v teoretično plat in se predajal šoli študentom. Meni se je vedno to zdela pravzaprav velika škoda, da ni nadaljeval s svojimi projektantskimi sposobnostmi. Drug še hujši razlog, ali pa še bolj temeljit razlog je bil pa, da si nisem želel, da bi zdaj te moji študentje vsi po malem delali na mojo arhitekturo. Ne. To sem nažal videl pri Kanu pol tudi. Večina študentov je delala njegovo arhitekturo, ne. Ker je bilo čisto neproduktivno, nesmiselno, tudi za njega mučno. To sta bila dva premisleka, ki sta me prepričala, da ta akademska karijera seveda ni zame. Da je zame to, ne, svinjak v Švalgarjevem salonu, obiski gradbišč, obiski ne vem, kamnosekov in tako naprej, in da je to moje življenje. Seveda so stotine in stotine mladih arhitektov šli skozi ta baročno drugo nadstropje mojega ateljeja v vseh teh desetletjih. Med njimi so nekateri izjemno uspešni postali, sem ponosen na ene in so mi hvaležni. Seveda pa kot neposredni učitelj na fakulteti nimam nekih nasledstv. Torej več kot 60 let ste že v stroki in družbi. Preprosto vprašanje, malce filozofsko za konec. Zakaj je vredno ostati optimist? Ja, to je po mojem en od temeljev, da sploh lahko bivaš. Ne? In vsaka ustvarjalnost, kakorkoli je že potem presojena od drugih, je optimistična. V vsaki je najprej eno trdno prepričanje, da ima to smisel, da je to treba narediti. Tudi če je ustvarjeno delo v zunanjem izrazu potem absolutno negativno. Ampak njegov nastanek je v optimizmu, v prepričanju, da je treba vztrajati, da ga je treba narediti. In z enim takim optimizmom se lotiram vsakega projekta, tudi v problemov v življenju, ki se pojavljajo, problemov, ki so povezani z arhitekturo.
recimo problema, da so mi zrušili moj projekt Nuka, ravno tako zmagal na natečaju in to še kolegi, moraš prevzeti z optimizmom in z vero, da boš naredil naslednjega še boljšega. Akademik Marko Mušič, najlepša hvala, da ste bili nedeljski gost na Valu 202 in vse dobro. Enako, hvala za povabilo.